V medicino tudi v Sloveniji prihajajo nove tehnologije, nove zdravstvene tehnologije, kar nam omogoča, da imamo tudi pri nas zdravstvene storitve brez bolečin ali so neinvazivne ali pa vsaj čim manj invazivne do pacientov. Na nek način postaja zdravljenje brez bolečin neke vrste kulturni standard, socialni standard tudi v slovenskem okolju. Zavod za zdravstveno zavarovanje zato temu področju namenja vsako leto več pozornosti, pa seveda tudi več sredstev, tako zaradi teh pričakovanj, pa tudi zaradi starajoče populacije. Se sredstva za zdravljenje bolečin, kroničnih pa akutnih, povečujejo. Precejšen dela, pa večina teh sredstev gre pravzaprav za bolniške odsotnosti, za nadomestila za bolniške odsotnosti. In tukaj so tiste, ki na nek način so povzročene zaradi kroničnih bolečinskih stanj, za bolečine v križu, za poškodbe in bolečine, ki izvirajo iz poškodb. Ocenjujemo, da na letnem nivoju dajemo približno 100 milijonov za to vrstno zdravljenje oziroma za nadomestilo za bolniško odsotnost, nadomestilo plače v času bolniške odsotnosti. Pomemben del sredstev namenjamo pa tudi za zdravila, ki se uporabljajo za lajšanje bolečin. Tako smo v letu 2016 namenili tem zdravilom 20 milijonov. Gre za zdravila, ki so bila izdana v lekarnah, za paracetamol, za antirevmatska zdravila in podobna. En delež seveda pa teh sredstev namenjamo tudi za zdravljenje v bolnišničnem okolju, s tem, da bi moral tukaj opozoriti, da bi posebej spremljali po diagnozi bolečine, tega ne delamo, ker preprosto bolečina ni sama po sebi diagnoza, je to vključeno dejansko v druga zdravljenja. Naj na koncu še omenim, da smo v letu 2017 začeli z postopnim uvajanjem tako imenovanih paliativnih timov, kar pomeni, da na nek način bomo omogočali tudi zdravljenje bolečine na domu, kar bo še pomembno olajšalo bolečine tistim, ki so dejansko najtežje bolni, in upam, da se bo ta sistemska nova rešitev uvedla tudi v slovenski prostor v zelo kratkem času.